bratje, sorodniki, vajnih, ki se jih danes spominjamo, duhovniku, še posebej vajnega nosilja Vladimira. Evangeliji poročajo, da so si ljudje delali o Jezusu različne predstave. S svojimi besedami in dejanji je seveda bil Jezus veliko vprašanje za svoje sodobnike, še danes. Po eni strani niso mogli spregledati njegove izjemnosti in nenavadnosti, nepričakovanega ravnanja, kar jim je dalo misliti, da bi to utegnil biti tisti obljubljeni Mesija Udešenič, ki so ga tako težko in nestrpno pričakovali. Po drugi strani pa se spet ni pojavil tako, kot so navadno mislili, da se bo. In si predstavljali, kakšen bi moral biti ta njihov Mesija. Da se bo pojavil z veliko zunanjo močjo, ugledom, mogoče v kakem zlagoslavnem sprevodu, kot so to radi delali rimski zavojevalci. Zato razumemo, da to ljudi begav. Je pa pravi ali ni. Zato so tudi med ljudmi krožile razne govorice, razna ugibanja. Jezusu seveda ni bilo toliko do tega, kaj ljudje govorijo, da bi rad vedel, kakšna nadovednost. Politike je navadno zanima, kaj ljudi mislijo o njih. Jezus ni delal ankete javnega mnenja, kako da bi lahko javno mnenje odločalo o tem, kdo je on. Ravno obratno. Javno mnenje se je o njem motilo, tako takrat, kako danes. Če hočemo vprašati in zvedeti, kdo je Jezus, moramo vprašati njegove učence, pravi njegove apostole. Zato je šlo Jezusu za njen, za te učence. On bi rad vedel, kaj oni mislijo, kaj oni pravijo, kdo je. Kajti od tega, kako bodo oni njega sprejeli in potem nadaljevali njegovo delo, bo vse odvisno. Apostol je izbral za svoje sodelavce, ki bodo nadaljevali njegovo delo, zato mu je bilo seveda največ do tega, kaj oni pravijo o njem, ali imajo oni pravo predstavo o njegovem poslanstvu. Ali so že zaslutili, da je nekaj posebnega in da bo tudi njegovo delovanje potekalo precej drugače, kako si ga predstavljajo in večina ljudi. To ga je zanimalo, kajti na to jih je hotel pripraviti, zato je vprašal, kaj pa vi pravite o vsem. To Jezusovo spraševanje učencev se je po pripovedovanju zgodilo v Galileji, ko se je skupaj z svojimi učenci počasi podajal proti Jeruzalemu, v tisto osje gnezdo, kjer so ga čakali njegovi zagrizeni sovražniki. Jezus je vedel, da se soočenju z njimi ne more in ne sme izogniti. Predvsem pa se ne sme izogniti usodi trpečega Jahvejevega služabnika, o katerem so govorila stara zaveza, da se ne sme izogniti trpljenju in smrti. Jezus pa je tudi vedel, da bo to za njegove učence hud, strahoten šok. Zato jih je začel tako pripravljati in skušal povedati, da je v tem velika Božja skrivnost, da je to Božja modrost, ki je drugačna od človeške, da so vrednote Božjega kraljestva drugačne od vrednot zemeljskih kraljestv, od vrednot bogatstva, časti in užitka, uspeha. Popolnega uspeha pri tem sicer pri svojih učencih ni imel, kako lahko sklepamo iz tega, kako so se apostoli vedli na Veliki Petri. Kljub temu pa ne moremo reči, da jim od tega
prihajali iz Jeruzalema, kako ona dva, ki so šla proti Emausu. Ta dva sta dejansko zakleščala po Ježi. Drugi apostoli niso šli. So vendar več od tih, še ne more biti vse programe. Jezus je zelo dobro zavedal, da je Bog, ki ga on kot njegov človečeni sin predstavlja med ljudmi, nekaj povsem drugega, kakor si mislimo ljudje. V tem tudi apostoli niso mogli biti izjema. Človek si ne more predstavljati, običajen človek, da bi Bog iz ljubezni do ljudi in za njihovo odrešenje postal človek in se izpostavil trpljenju in sramotni smrti. Zavedal se je, da bo apostole to, kar bo doživel on in skupaj z njim oni v Jeruzalemu, njem globoko pretreslo, da se jim bo zaradi tega v nekem trenutku skoraj vse sesulo, kot rečemo. V takratnem splošnem prepričanju bi moral biti Mesija zmagovalec, ki bo uničil in stavil svoje nasprotnike in pokazal zelo otepljivo in zastrašujočo svojo moč in oblast. Za apostole bi moral biti Jezus zmagovalec in ne poraženec. Apostoli so tedaj še razmišljali postepno. To pa ne velja samo za njih, za apostole. Tudi nam je težko sprejeti, da je pomembnejša ljubezen, potrpljenje, vdanost, s katerimi sprejmemo nesrečo ali poraz, bolezen ali neuspeh. Da je ta duhovna kakovost človeškega življenja pomembnejša, kakor uspeh sam. Vsakokrat, ko se v svoji požrtvovalnosti ustavimo, ko jih postavimo meje, ko se rečemo, da pa v svoji dobroti vendar ne smemo pretiravati, ko se začnemo bati zase in se začnemo zapirati vase, ne pristajamo več na Jezusove besede in mu ne verjamemo, da se bo izgubil ravno tisti, ki postaja sebičnež in postavlja sebe in svoje interese na prvo mesto in da se bo našel in rešil tisti, ki se je pripravljen žrtvovati. Ko postanemo sužnji samih sebe, se začnemo izgubljati v vrtincu potrošništva in iskanja svojih užitkov. Jezus je videl, da vsega tega v tistem trenutku apostoli še ne morejo sprejeti in popolnoma razumeti. Morali bodo doživeti, da se resnično zgodi, da kdo svoje življenje izgubi iz ljubezni do Boga in bližnjega, da ga res reši in najde. In kako so to doživeli? Morali so dočakati Jezusovo smrt in vstajenje. Jezusovo izgubo samega sebe in Jezusovo, kako reče, najdete sebe na veliko nočno jutro, predvsem pa bodo morali dočakati prihod Svetega Duha, ki jim bo dal vse to razumeti kot globoko, najglobljo Božjo milost. Zato pa jih Jezus najprej povabi, naj mu ostanejo zvesti, tudi če še vsega ne razume. Povabi jih, naj vztrajajo na poti z njim in da tudi oni vzamejo vsak dan svoj križ nase, tako kot kakor bo to storimo. In preko njih vabi tudi nas k temu posnemanju njegove ljubezni, le da je nam, ki imamo sedaj v veri, pred seboj celotno dogajanje Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja in ki smo prejeli Svetega Duha, veliko lažje vse to verovati in sprejeti in vztrajati z Jezusom, kako je to bilo v tistem trenutku samim Jezusovim učencem. So pa nam oni naredili in pripravili pot.
Zato nam lahko samo oni dajo tudi pravi odgovor na vprašanje, kdo je Jezus. So pa med Jezusovimi učenci tudi danes ljudje, ki gredo v tej pozabi nase in na svoje interese zelo daleč do konca in se v delu za druge popolnoma izčrpajo in použijejo v svoje gorečnosti. Velik požrtvovalen človek je takšen in še posebej vsak kristjan, ki ga nagovarja Jezusov zgled in beseda, ki ne živi koristolovsko, temveč v duhu Gregorčičevih stihov, ne samo kar velevamo stran, kar more to mož je storiti dobro. In takšen učenec Jezusa Kristusa je bil še posebej monsignor Janez Hladnik, katerega 60-letnico smrti obhajamo danes oziroma se ga spominjamo. Njegove velike zasluge za slovenske begunce, ki jih je v prvih povojnih letih sprejela Argentina, so zraste ravno iz te njegove nesebične požrtvovalnosti in sočutja do vojakov, ki so morali zapustiti domove in oditi v begunstvo. O tem bomo danes še razmišljali in slišali. Nesebična požrtvovalnost zvestoba in bolečnost za Božje kraljestvo, se to je oblikovalo tudi kanonika Ivana Nalaka in duhovnika Lojzeta Kavčiča, ki se ju pri tej sveti maši tudi spomni. Vsak Jezusov učenec, vsak kristjan se mora odlikovati po tem, če le hoče biti vreden tega imena kristjan. Zato so ti veliki ljudje, ki so to v resnici uresničili naši vzorniki. Vsi ti naši svetniki, ki so po Jezusovi poti šli do herojske in nadpovprečne požrtvovalnosti in z njo tudi povezanega trpljenja. So naši vzorniki, naj tudi bodo naši